našega YouTube kanala, spoštovani poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Danes bomo v pogovoru zopet dotaknili Italije. Italijo smo sicer že imeli v različnih kontekstih, najpogosteje sicer v kakšnih mednarodnih povezavah, recimo Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna, pa Rapalska meja in podobno. No, danes pa bova z Mojco Širok, s katero smo tudi že sodelovali, lepo pozdravljeni, pogovarjala pravzaprav o internih, čisto notranjih italijanskih zadevah, ki pa seveda so izšle iz njenega mednarodnega iz nekega hudo pomembnega mednarodnega konteksta. Namreč govorila bova o tem, da bo 2. junija, oziroma je že, odvisno kdaj boste to gledali, minilo 80 let od referenduma, ki ga je imela Italija 2. junija 1946. Seveda, pot do tega referenduma je precej dolga, mogoče samo par stavkov, potem bo pa seveda gospa lahko kaj več povedala na to temo. Seveda, gre za čas po koncu druge svetovne vojne, vemo, Italija je stopila v drugo svetovno vojno, tako kot v prvo, nepripravljena, ampak večno želeča si biti zmagovalka, kar se je v obeh primerih slabo ali pa nenavadno najbolje uspelo. Čeprav v Italiji se pravzaprav druga svetovna vojna na nek način za en del Italije konča že v jeseni 1943, seveda po zavezniških izkrcanjih na Siciliji in pa na kopnem, tako da južni del Italije, bomo rekli, prsti in škorn so že svobodni, ali pa rešeni fašizma v dobesednem smislu, čeprav, če bo kako knjigo Keta Lava kdo prebral, bo videl, da je to površinska informacija. Ampak vojne je seveda v Italiji konec, ravno tako kot v ostali Evropi, pravzaprav. Do Brennerja, če bomo rekli, do roba Italije, zavezniki pridejo šele konec aprila 1945, torej nič kaj prej, kot je padel Berlin, čeprav Rim je padel že junija 1944, ne. Ampak še leto dni traja potem ta zmeda povojna, verjetno precej velika zmeda, ne, ker imamo zdaj vse, fašisti so, pa jih ni, komunisti so, pa jih ni, vsi bi radi bili zmagovalci, čeprav se načelno ve, kdo so bili poraženci in kdo so bili zmagovalci v tej vojni. De facto, tako kot po prvi svetovni vojni, je tudi po drugi svetovni vojni Italija mogla zdaj sebe pravzaprav spet postaviti na noge, na novo vzpostaviti državo, po domače rečeno. Čeprav seveda po prvi je bila malo zmagovalka, zdaj po drugi pa ona sicer ne bo rekla, da je poraženka, ker oni so podpisali premirje, ne? Niso kapitulacije podpisali. Kakšen je bil zdaj ta konfuzni čas od jeseni 43 ali pa poleta 43 pa tja do junija, ko imamo leta 46, to so celo 3 leta, ne? Kaj se je vse dogajalo, da imamo zdaj tako pozno, pravzaprav, še več kot leto dni po koncu vojne, pravzaprav ustavodana skupščina in tako naprej? Ja, jaz mislim, da je po vsem, kar ste povedali, pomembno predvsem to, da je bila Italija po koncu druge svetovne vojne, kar ste tudi že nekako opisali, ne le gospodarsko, pač pa tudi psihološko in moralno povsem v razsulu, ne. In zdaj se je znašla pred odločitvijo, kako naprej. In ti možnosti sta se zdeli dve. Prva, vrnitev v obdobje pred fašizmom ali pač neka popolna ustavna prenova. Drugo vprašanje pa je bilo, kako obravnavati fašizem. Ker kot neko vmesno epizodo, ki bi jo bilo treba zapreti in pozabiti, kot je recimo menil Benedetto Croce, ali pa pač pogledati dejstvom v oči in se z njimi resno soočiti. No, seveda prevladala je prva, ne, kot vemo. Tretje, ključno vprašanje, ki se je takrat v tem obdobju, po mojem mnenju, pojavljalo v političnih razpravah, pa je bilo seveda to, nekje najpomembnejše in ki ste ga omenili, ali naj Italija obdrži režim ustavne monarhije, kot ga je imela pred vzponom fašistov na oblast, ali pa naj sprejme novo ustavo in pač postane republika, kot so to zahtevale leve stranke. Ampak preden bi odgovorila na to vprašanje, bi omenila neko, po mojem mnenju, veliko posebnost Italije v njenem tem političnem obdobju takoj po koncu druge svetovne vojne in potem seveda v celotnem povojnem političnem življenju, ker je potem nazadnje pripeljala tudi do razpada italijanskega političnega sistema v korupcijskih škandalih pol stoletja po koncu druge vojne. Namreč, potem, ko je bil fašistični režim poražen, monarhija pa odpravljena na referendumu, so bile v Italiji edine politične strukture, ki so preživele drugo svetovno vojno, politične stranke. In te so imele izjemno moč tudi v tem kratkem obdobju med letoma 43 in 46. Namreč po padcu fašizma leta 1943 so stranke sestavljale poveljstvo osvobodilnih sil, ki je bilo
na severu in v srednjem delu države v oporo zaveznikom v boju proti nacistični Nemčiji, ki je ta del Italije zasedla po zlomu fašizma. In to kljub temu, da je bilo odporniško gibanje v Italiji v bistvu precej šibko, na svojem vrhuncu je štelo le okoli 300.000 članov in polovica od teh je bilo komunistov, delovalo pa je seveda predvsem na severu države. No, ta komitej narodne osvoboditve je oblikovala koalicija 6 strank, partizanski odredi so bili organizirani na podlagi strankarske pripadnosti, tudi sindikat, ki se je po obdobju fašizma spet oblikoval, mislim, da leta 1944 je temeljil na enakopravni zastopanosti 3 vodilnih političnih strank, torej krščanskih demokratov, komunistov in socialistov. Tako da ni nenavadno, da se je ta neka strankarska razdeljenost in razdrobljenost pokazala znova takoj, ko so stranke po padcu fašizma in po prvi nestrankarski tej postfašistični vladi, ki jo je vodil general Badoglio, junija 1944 sestavile to vladno koalicijo, v katerih jih je bilo 6, morda jih samo navedem za informacijo, torej krščanski demokrati pod vodstvom De Gasperija, komunistična partija, ki jo je vodil Palmiro Togliatti, socialisti pod vodstvom Pietra Nennija, demokratična stranka dela, liberalci in, kar je pomembno, novo ustanovljena levičarska stranka Partito d'Azione, ki so jo sestavljali ugledni intelektualci in posamezniki, ki so bili po kapitulaciji fašizma tudi tam na severu Italije med glavnimi akterji osvobodilnega boja. Skratka, zdaj, čeprav so v tem partizanskem gibanju sodelovali predstavniki različnih političnih usmeritev, je seveda prevladoval vpliv levice, predvsem komunistične partije, vendar čeprav se je nekako kazalo, da bi morda Italija doživela neke globoke družbene spremembe, večje kot kdajkoli prej po nacionalni unifikaciji leta 1861, se to ni zgodilo, do te prevlade politične levice ni nikoli prišlo in razlogov za to je seveda več, ne samo konzervativna usmerjenost večine italijanskega prebivalstva, seveda tudi prisotnost zavezniške vojske. No in tukaj zdaj pridem do odgovora na vprašanje o tem povojnem obračunu s fašizmom. Ta je bil namreč v Italiji zgolj simbolen in veliko manj traumatičen, kot so bile epuracije nacističnih kolaborantov v Franciji ali pa kot recimo to kolektivno nacionalno soočenje zločini nacizma v Nemčiji. Namreč v Italiji je bilo to krivdo za fašistična dejanja veliko težje določiti in tudi personificirati, predvsem zato, ker je v fašističnem režimu na tak ali drugačen način večinoma sodelovalo vse prebivalstvo. In posebej zanimivo je tudi dejstvo, da je komunist Togliatti, ko je bil pravosodni minister takoj po vojni, zagotovil amnestijo krivcem za zločine v času fašizma. In zdaj med razlogi za drugačno obravnavo, kot je bila deležna Nemčija, pa je bil seveda tudi ta, da je italijanska monarhija po padcu fašizma do konca vojne sodelovala z ameriškimi zavezniki proti nacistični Nemčiji. Na kratko bi morda na koncu omenila še to, da je bila država konec leta 1945 politično in geografsko ne le v razsulu, pač pa tudi razklana. Na jugu, kjer sta imela vpliv cerkev in ta klientelarni sistem skoraj da fevdalnega gospodstva velik vpliv, so bili večinoma za monarhijo. Bolj urbanizirani in industrializirani sever, ki je v fašizmu in nacizmu tudi plačal veliko višjo ceno, pa je iskal prelom z monarhijo in je podpiral republike. Politične stranke so bile vsaj na papirju vse za republiko, razen seveda te manjše monarhistične koalicije, ki se je oblikovala tik pred referendumom, ampak dejstvo je tudi, da je bil glas ljudstva vse prej kot jasen. Še posebej zato, ker so prvič lahko glasovale tudi ženske in poleg tega si je roke umila še cerkev, ki se ni jasno izrazila, kaj šele, da bi podprla republiko. Z delno ste odgovorili, ampak bom najprej navezal na številke, na tisto, kar ste že omenila, to razklanost. Število glasov, ki so bili razdeljeni na tem junijskem referendumu, je 12,7 milijona za republiko in 10,7 milijona za monarhijo. To ni prepričljiva zmaga, niti ne hud poraz, ne za enega, ne za drugega. Zdaj delno ste pa tudi že povedala, kakšna je bila razporeditev. Verjetno je na jugu bolj monarhistični glasovalci, na severu industrijskem delu pa bolj
republikanski. Ampak vprašanje, ki je tu mogoče pa celo bolj zanimivo, ne? Pa morda še kaj več kot zgolj zanimivo, ne? Najprej omenila ste, da so ženske glasovale. No, to je ena stvar, ki bi bilo verjetno tudi kaj posebej zanalizirati, ampak ne bova, ne? Mene bolj zanima tole, ne? Čemu so se stranke v bistvu odločile prepustiti odgovor na vprašanje monarhija ali pa republika volivcem, ne pa da bi se o tem odločalo v parlamentu. To je, možni sta, legitimni sta obe možni poti, to je dejstvo. Ampak kako to, da so se pa, ali je morda to povezano s tem, da pač mi sicer imamo mnenje, ampak bomo raj prepustili ljudstvu, pa naj se ljudstvo potem samo sabo ukvarja, če ne bo zadovoljno z rezultatom, ne? Ne pa, da bi rezultat dali mi, pa potem ljudstvo nas nekam tlači v napačne odločitve oziroma Jaz mislim, da so stranke predvsem iskale neko dokončno legitimizacijo, ne? Tako kot sem rekla, so imele izjemno moč, edina politična struktura, ki je preživela drugo svetovno vojno, in bile so pripravljene na to, da zavladajo državi. Seveda tudi ustava, ki so jo potem sprejeli, kot bomo videli, temelji v bistvu na tem proporcionalnem strankarskem sistemu, ki je bil potem na koncu tudi grob, ne, te povojne politične ureditve, ker se je popolnoma izrodil in nazadnje zgnil v korupcijskih škandalih. Ampak verjetno je bil to tisti edini trenutek, ko so si stranke zaželele, da svojo to legitimnost, da prevzamejo oblast v Italiji, pridobijo še z glasom ljudstva, ne? In čeprav je bilo to na nek način tveganje, je vendarle, kako bi rekla, tudi na nek način bilo, da so se izognile odgovornosti, ne? Dobile so to legitimnost. Glejte, ljudstvo je želelo republiko, ne? In tukaj se vse konča. Namreč vedeti je treba, da je bilo v tistih mesecih, letih, poleg vsega, kar sem že naštela, ozračje res razgreto. Država je bila popolnoma na psu, ljudje so bili revni, emigrirali so milijoni Italijanov takoj po drugi svetovni vojni, ker pač je bilo življenje res težko, ne? Vse tisto, kar je Italija mogoče v industrijskem smislu bila, ne? Vsaj na razvitejšem severu države, je bilo več ali manj uničeno, ne? Tako da se je to pobiranje v bistvu komaj da začelo, ne? In ti ameriški milijoni za rekonstrukcijo še niso začeli prihajati. Zdaj, to razgreto ozračje je v referendumski predvolilni kampanji podžgala še odločitev kralja Viktorja Emanuela III., da mesec dni pred referendumom abdicira, ne? V prid svojega sina Umberta, ki je tako postal kralj, Viktor Emanuel pa se je umaknil v izgnanstvo v Egipt. Rekla bi še zadnji obupani poskus, da bi mogoče to javno mnenje obrnil v sebi v prid. Potem referendum in seveda to štetje glasov. Jaz bi rekla, da ta razlika v bistvu je kar velika, ne? Vendar, se pravi 54% za republiko, 46% za monarhijo, kar je vzbudilo skrb, predvsem pa polemike, ki so sledile, je bilo več kot 1,4 milijona neveljavnih glasovnic, ne? No in seveda, zdaj na srečo je bila ta razlika med izidoma, se pravi 2 milijona glasov med republiko in monarhijo večja od teh neveljavnih glasovnic, ampak polemike v bistvu kljub temu niso še dolgo potihnile tudi zato, ker so se pripadniki monarhije sklicevali na dejstvo, da veliko Italijanov sploh ni moglo voliti, ne? Recimo vojni ujetniki, ki se še niso vrnili domov, zaporniki, predvsem tisti, ki so pristali v zaporih kot člani fašističnega režima, pa tudi prebivalci območij, katerih povojna usoda še ni bila določena, ne? Naprimer Furlanije Julijske krajine na meji s takratno Jugoslavijo ali pokrajine Bolzano na meji z Avstrijo. Ker namreč monarhisti so menili, da bi bili glasovi tistih, ki niso mogli glasovati večinsko njim v prid. Ampak ne glede na vse to je najbolj očitno, po mojem mnenju, dejstvo, da je bila seveda Italija razklana na dva dela. In zdaj ne le geografsko in ekonomsko, kot sem prej rekla, ampak tudi družbeno. Namreč severni in osrednji del države je bil odločno za republiko, več kot, mislim, da 64% sever, 63% srednji del, medtem ko je bilo na jugu ravno obratno. Več kot 67% udeležencev je glasovalo za monarhijo. In zanemarljive niso bile tudi razlike v podpori republiki med urbanim delom, kjer je večina glasovala seveda za republiko, in ruralnim delom severa države.
Seveda so bile tudi izjeme, denimo Padova, urbani del, kjer je bila pa večina za monarhijo. In zanimivo je tudi dejstvo, da vpliv strank, predvsem na sredinskem političnem delu, pri referendumu ni bil močan, če sem prej govorila o močnem vplivu stranke, ampak tukaj so pustile, kot ste rekli, to odločitev dejansko ljudem, ker če se štejemo glasove, ki so jih pro-monarhistične stranke dobile na volitvah za ustavodajno skupščino, ki so potekale na isti dan 2. junija, jih je le za kakšnih slabih 15%. Tako da sta vsaj 2/3 volivcev, ki so volili za stranke, ki so podpirale republiko, na referendumu v bistvu glasovali za monarhijo. In seveda je bilo analitiki, ni jim bilo težko ugotoviti, da je večina teh glasov prišla iz vrst krščanske demokracije. Vsaj 1/3 njihovih volivcev je podprla monarhijo in ne republike. No, skratka pa to tudi dejstvo, da se izbira sistema monarhije ali republike opravi skupaj z izbiro predstavnikov za ustavodajno skupščino, kar je tudi na nek način odgovor na vaše vprašanje, zakaj prepustiti ljudem. Hkrati so bile ene in druge volitve, se pravi za stranke oziroma za izbiro političnega sistema. To je želel prav De Gasperi in udeležba je bila množična. In kralj Umberto II. Se je vdal, priznal poraz in odšel v izgnanstvo in se v italijansko zgodovino zapisal kot majski kralj ali kralj 36 dni, od 9. maja do 13. junija 46. To zdaj zelo lepo pove, da so pravzaprav stranke se želele legitimirati svoje prejšnje delo od poletja 43 do junija 46. Hkrati pa niso zaupali volivcem, oziroma niti niso vedeli, kaj njihovi volivci želijo. Če imamo tak razkorak med podporo stranki, ki sicer je načelno za nekaj, volivc pa, ko pa sam odloči, pa za drugo opcijo. Tako da precej nenavadna situacija. Ja. Zdaj, omenili ste Umberta, tega majskega kralja, verjetno bi kak zlobnež rekel, da je bil majski hrošč. Ja. Umberto je ne edini, ampak precej sodobne evropske zgodovine takšnih primerov pač moral spakirati kovčke in oditi. On je odšel na Portugalsko in kot moški potomci se tudi njegovi sinovi niso smeli vračati v Italijo. Za ženske to ni veljalo, razen za kraljico, ženo Umberta mislim, da tudi ni smela, medtem ko ostali ženski del pa je lahko šel. To je zdaj, jaz sem nekje kuriozitetno zgodbico bral, recimo leta 1954 so imeli neko križarjenje neki mlajših kraljevih družin v Evropi, to mislim, da je organiziral prestolonaslednik, grški prestolonaslednik Konstantin, pa je bilo načrtovano, da bodo v Neaplju pobrali Italijane, pa ne ve, seveda, ker ni smel tam stopiti, oziroma poslanik je bil v Neaplju, pa ni smel tam seveda Umberto stopiti, kot da se je na krfu ukrcal, recimo, da ni povzročil težave. Seveda, zdaj smo pa 80 let potem, vi imate tudi že neko zgodovino življenja in oziroma ukvarjanje z Italijo, tako da mogoče date lahko odgovor na malo daljši lok. Kako je zdaj z monarhizmom oziroma s tem sentimentom v Italiji? Mogoče tudi malo povezavi s tem, ker zdaj seveda v zadnjih nekaj letih je silno popularno, da imamo ali pa imajo v državah na čelu države nekoga močnega, naj si bo oče, več očetov, mama je kakšna posebnost, ampak redko ki ne, kot mati domovine oziroma bolj oče domovine, ki vse ve, vse zna in tako naprej, kar precej diši na tiste opcije izmed obeh svetovnih vojn. Torej, a je danes v Italiji monarhizem aktualen ali gre tukaj sam za, kdo je že to bil Umberto III? To je na konju, ja, v redu, in to se je potem končalo. Ja, jaz mislim, da danes je verjetno tako, ampak ni bilo pa vedno tako, predvsem ne v teh prvih 50 letih po vojni Italije, ko so vladale politične stranke. Seveda ni bilo nikoli, po mojem, neke resne možnosti, da bi se sistem spremenil, ampak ta nacionalna monarhistična stranka, ki sem jo prej omenila, da je bila ustanovljena tik pred referendumom leta 1946, je zlasti v južni Italiji dobivala veliko podporo in največji uspeh je dosegla na volitvah leta 1953, skoraj 7% glasov. Potem se je sicer razdelila na dva dela, se je spet združila, ampak prav na ravni teh združenj
je bila italijanska monarhistična unija dejavna ves povojni čas in je imela in ima verjetno še danes na 10 000 članov in podpornikov, medtem ko člani kraljeve družine do najmlajših so v bistvu kot neke popularne javne osebnosti, ki se tu in tam pač pojavljajo, predvsem v tem na straneh opravljivih časopisov, bolj kot v političnih analizah, kot kakšni resni akterji italijanske povojne politike. Namreč politično in družbeno življenje v Italiji so po vojni zasedale politične stranke. Vse družbene skupine in organizacije javnega življenja, celo poklicna združenja so bili organizirani po strankarskem ključu in neposredno povezani s strankarskimi aparati. In do neke mere je to še danes tako, čeprav so te stranke neslavno propadle v korupcijskih škandalih. In seveda sta prevladovali krščanska demokracija in komunistična partija. Močen vpliv prve je krepila podpora Vatikana in seveda je imela na voljo tudi to izjemno teritorijalno organizacijsko strukturo rimsko-katoliške cerkve, s pomočjo katere je prodrla v tako rekoč vse pore italijanske družbe in vse zemljepisne predele Italije. Moč in vpliv druge, pa seveda komunistične partije, pa seveda Sovjetska zveza. Italijanska komunistična partija je v demokratični družbi, v kateri je predstavljala v bistvu edino pozicijo vladajoči stranki in v kateri je imela še posebej v osrednjih delih države, Toskani, Emiliji, Romani, Umbriji, množično podporo, je takoj ugotovila, da lahko preživi le, če tudi sama postane množična ljudska stranka. In se je seveda po zgledu cerkve in krščanske demokracije organizirala paralelno družbeno strukturo. Športna, kulturna društva, krožke, organizacije, združenja, s katerimi je zajela več kot tretjinski delež prebivalstva in utrdila svojo prisotnost v družbi, ki je bila skorajda povsem enakovredna prisotnosti krščanske demokracije. In prav v bistvu ta nezmožnost, potem, ko je pač se na oblasti trdno zasidrala krščanska demokracija po drugi svetovni vojni in se komunistična partija pač ni smela nikoli prebiti na oblast in je bila izključena iz vlade, je nastala ta polarizacija italijanskega političnega prostora. Za strankarsko alternacijo, prav zaradi teh razlogov na oblasti ni bilo nobene možnosti več in italijanski politični prostor se je tako politiki kot družbi, kot sem rekla, razdelil na dva pola, od katerih pa je bil eden permanentno izključen z oblasti. Morda za konec, zdaj sem se spomnil še zanimivega vprašanja, bolj v kontekstu vzhodne Evrope, ker je tudi bilo nekaj odstavljanja in tako naprej, ampak stvar je bila potem aktualna še v nekem drugem kontekstu v 90. letih. Kaj je bilo s premoženjem kraljeve družine? Ja, kar se tiče palač in tega, je velik delež torej nepremičnin na območju novonastale Republike Italije seveda prišel v roke italijanske države. Tako da tukaj mislim, da ni bilo, ves čas po vojni so poskušali seveda člani kraljeve družine, da bi si pridobili neke določene dele tega, kar je bilo včasih njihovo, ampak v glavnem palača Quirinal, nekdanja papežka palača, potem kraljeva palača, je danes sedež italijanskega predsednika, kraljeva poletna rezidenca v Castelporcianu, lovsko posestvo nekdanjih italijanskih kraljev je danes v bistvu tudi del ena od 3 palač italijanskega predsednika. Tako da je večinoma vse prišlo v roke italijanskega ljudstva in nove italijanske republike. Ja, se verjetno so pa tudi utemeljevali to, da to ste itak pobrali od ljudstva, želi ga z davki in tako naprej in si lahko to zgradili, tako kot so to opravičevali tudi kje drugje. Mislim, da tako na pamet bi rekla, v bistvu, da pač italijanska kraljeva družina, predvsem kralj, je naredil takrat eno veliko napako, da je v bistvu vso odgovornost za vzpon fašizma nekako, seveda po koncu, po zlomu fašizma nekako preložil recimo na ramena italijanskega ljudstva, na ramena Italijanov, češ kaj sem pa hotel drugega, kot da podprem Mussolinija, če so pa tako želeli Italijani. In seveda po koncu vojne, še posebej po tistih 2 letih, ki so jih predvsem na severu in v srednjem delu države utrpeli Italijani pod nacizmom, česa takega pač enostavno niso mogli požreti. In od tu tudi še vedno ta razlika in ta schizofrenija in nezmožnost dejansko razumevanja lastne vloge kot države
Italijanov še danes, ne? Ker je ta razklanost dojemanja 20-letja fašizma, tistega kratkega povojnega obdobja in potem celotne te slepe strankokracije po drugi svetovni vojni, ki je vse probleme pometala pod preprogo, je danes na nek način razlog za to, da je v bistvu italijanska družba nezmožna v bistvu razumevati oziroma gledati na lastno zgodovino, tako kot mogoče to lahko naredi nekdo od zunaj. Recimo, da bomo zaključila tukaj z upanjem, da bo Italija uspela prepoznati, razumeti samo sebe, ne, oziroma svojo zgodovino na način, kot je to. Če sam smem pripomniti, jaz sicer veliko spoštujem tak optimizem, ampak glede na vse moje izkušnje življenja v italijanski družbi in ukvarjanja z italijansko politiko, jaz mislim, da je ta vlak že odpeljal. Da to ne bo več mogoče, niti z mladimi generacijami. Ne glede na zdaj hitre Frecciarose. Še hitreje se to zdaj izgublja, ne? Ja, se to seveda opažamo vse posod, se pravzaprav zdaj v zadnjih par letih prihaja do popolnega razkroja razumevanja zgodovine. Če so jo kje razumeli, jo tudi zdaj tam ne razumejo več na takšen način, kakršne se je zgodila. Hvala lepa za ta pogovor. Najlepša hvala za vabilo.